Pozdravljeni v podkastu Portal v vesolje. Podkastu za vse, ki vesolje namesto z očmi raje raziskujete z ušesi. Danes se bomo ozrli v zgodovino sončevih bliščev, predvsem tistih ta velikih. Pravijo, da ima nam drugo najbližje ozvezdje vsaj en eksoplanet. Dogajalo pa se je tudi znanstvenim satelitom. Gremo. Danes bomo začeli z eksoplaneti. Teh je v galaksiji vse polno. Pred 30 leti smo vedeli za obstoj enega samega eksoplaneta, pa še ta je bil čuden, ker se je gibal okrog mrtve zvezde. Danes jih poznamo že več kot 5000 in o njih bi lahko ogromno povedali. Kako so veliki, kako se primerjajo z planeti našega Osončja, po kakšnih orbitah se gibljejo okrog svojih zvezd, kje v galaksiji se nahajajo. Ampak pustimo te stvari za kakšno prihodnjo oddajo. Danes se bomo pa osredotočili na eksoplanete, ki se nahajajo zelo blizu nam. Že nekaj časa vemo, da ima najbližja zvezda našemu Soncu, to je Alfa Centaura, da ima vsaj 2 eksoplaneta. Stvar je malo bolj komplicirana. Alfa Centaura je v bistvu trozvezdje, gre za torej 3 zvezde, ki se gibljejo ena okrog druge, in ena izmed teh zvezd, nam najbližja, Proxima Centaura, ima vsaj 2 eksoplaneta. Verjetno jih imajo te zvezde še več. Iskanje eksoplanetov pri zvezdah, ki so nam zelo blizu, je kar popularno. Ne zato, ker bi na te eksoplanete enkrat lahko šli, te zvezde so še vedno blazno daleč, ampak te zvezde so privlačne za opazovati, zato ker lahko okrog njih lažje detektiramo manjše planete. Ker dalj, ko je zvezda od nas, težje je detektirati zelo šibek signal, ki ga na svetlobi, kar je pač edina stvar, ki jo lahko merimo, puščajo eksoplaneti. Zato seveda astronomi iščejo eksoplanete tudi okrog drugih bližnjih zvezd in pred kratkim so objavili, da so našli eksoplanet okrog Barnardove zvezde. To je nam drugo najbližje ozvezdje. Ta zvezda je osamljena, tako kot naše Sonce, torej ni dvozvezdje ali pa trozvezdje ali pa še kaj več zvezd. In okrog te zvezde so našli en eksoplanet. Ta eksoplanet je čisto drugačen od planetov, ki jih imamo v našem Osončju. Kot prvo se nahaja zelo blizu svoje zvezde, 20-krat bližje svoji zvezdi, kot je od Sonca oddaljen planet Merkur. Ker je tako blizu, potrebuje zgolj približno 3 dni, 3 zemljine dni, da enkrat pride okrog svoje zvezde. Zato je temperatura na površju tega planeta prijetnih 125 stopinj Celzija. Na tem planetu torej ne pričakujemo življenja. Zanimivo je tudi, da gre za relativno majhen planet, ki ima maso definitivno manjšo od mase Zemlje, verjeten okrog polovice mase Venere. In take majhne planete seveda lahko najdemo deloma zato, ker je zvezda nam blizu in imamo dober signal, deloma pa zato, ker imamo super natančne instrumente, s katerimi iščemo take planete. Številke so zares impresivne. Znanstveniki so merili, kako hitro se Barnardova zvezda premika, kako hitro koleba, zaradi tega, ker se okrog nje giblje planet. In instrument, s katerim so znanstveniki merili to gibanje zvezde, lahko detektira gibanje z natančnostjo manjšo od 1 km/h. Torej, predstavljajte si, da lahko izmerimo
gibanje zvezde, ki je od nas oddaljena 6 svetlobnih let, na tako natančnost. Ta rezultat je samo še potrdil opažanje, da ima večina zvezd v naši galaksiji planete. A to pomeni, da je galaksija polna življenja, takega, kot se je razvilo na Zemlji? Tega ne vemo. So pa vsekakor obeti boljši, kot so bili pred 30 leti. Sonce je te dni zelo aktivno. Pred 2 tednoma, prvi teden oktobra, sta se na njem pojavila 2 zelo intenzivna blišča. Eden izmed njih je bil najbolj intenziven blišč trenutnega cikla. Mogoče veste, da se Soncu aktivnost spreminja v 11-letnem ciklu, torej vsakih 11 let približno doseže vrh aktivnosti in zdaj se nahajamo v tem vrhu. Lahko pričakujemo, da bo v naslednjem letu Sonce še vedno zelo aktivno. To je po eni strani zelo fajn, ker Sončeva aktivnost je neposredno odgovorna za pojav polarnega sija, in če je Sonce zelo aktivno in če so pogoji pravi, potem lahko severni sij opazujemo vse do Slovenije. Tak zelo lep severni sij smo lahko opazovali 10. maja. Tisti, ki te stvari malo bolj spremljate, ste mogoče imeli priložnost severni sij opazovati tudi prejšnji teden. Po drugi strani so pa blišči, in včasih jim sledijo tudi koronalni izbruhi snovi, so lahko tudi zelo nevarni za Zemljo in za satelite, ki krožijo okrog Zemlje. Na srečo v tem ciklu tako močnega izbruha na Soncu še nismo videli, da bi dejansko ogrožal Zemljo. Je bilo pa v preteklosti kar nekaj takih bliščev, ki si jih v bistvu ne želimo, da bi se v dobi, ko smo tako odvisni od električne infrastrukture in od satelitov, da bi tak izbruh bil, da bi se na Soncu pojavil in bil dejansko obrnjen proti Zemlji. Ampak vseeno je pa zanimivo, da vemo, česa je Sonce zmožno. Tako da dajmo si pogledati nekatere zanimive in z zanimivimi, mislim, nevarne dogodke, ki jih je Sonce sprožilo v preteklosti. Nekakšen standard za močen Sončev izbruh je Carringtonov dogodek. Leta 1859 je angleški ljubiteljski astronom Richard Carrington opazoval Sonce in dejansko opazil, da se je Sonce za trenutek izjemno zasvetlo. Opazil je Sončev blišč. Pri Sončevem blišču nastane za kratek čas veliko svetlobe, obenem pa nabite delce iz Sončeve atmosfere izstreli v vesolje proti Zemlji in ti pridejo relativno hitro do Zemlje. Blišču, sploh tem močnim bliščem, včasih sledi tudi koronalni izbruh snovi. Tukaj v bistvu kar večji neko zaplato Sonca enostavno izstreli v vesolje. In ta material, ker zopet gre za plazmo, pomešano z magnetnimi polji, to ravno tako zdaj potuje po medplanetarnem prostoru in lahko pride do Zemlje. Ta material potuje dalj časa do Zemlje, lahko traja od 1 do več dni, in to je tisto, kar največkrat povzroči geomagnetno nevihto in zato vidimo severni sij. Pri Carringtonovem dogodku je ravno tako nastal koronalni izbruh snovi in je nekaj dni potem, ko je Carrington opazil blišč, je dejansko prišlo do geomagnetne nevihte. Severni sij se je takrat videl vse do Kube. Geomagnetna nevihta je uničila nekatere
telegrafske linije, prišlo je tudi do nekaj požarov. V glavnem v moderni zgodovini Zemljo ni zadel nič podobnega. Kar pa ne pomeni, da se na Soncu niso pojavili podobno močni blišči. Le bili so obrnjeni stran od Zemlje, tako da ta material Zemlje ni dosegel. Kako to vemo? Ker imamo v vesolju več satelitov, ki neprestano spremljajo Sonce. In recimo leta 2012 so detektirali blišč, ki je bil podobno močen kot Carringtonov blišč, pač za zelo pomembno razliko, da nas je koronalni izbruh snovi, ki je spremljal ta blišč, da nas je zgrešil. Zanimivo je bilo tudi leta 2003. Takrat se je zgodila tako imenovana nevihta groze na Noč čarovnic. V mesecu pred tem so se na Soncu pojavili številni blišči, bilo jih je več kot 10, eden za drugim, vsi zelo močni. Spremljali so jih koronalni izbruhi snovi in nekateri izmed teh so dosegli tudi Zemljo. In najhujše geomagnetne nevihte so se pojavile med 29. oktobrom in 2. novembrom. Poleg severnega sija, ki ga je bilo tudi lahko videti tudi v Sredozemlju, so bile nekaj časa prekinjene satelitske povezave. Zanimivo je, da je ta dogodek med drugim uničil tudi en znanstveni instrument na Marsu. Zdaj, vsi ti dogodki so seveda zelo resni za nas, je pa zanimivo, da so v primerjavi z blišči na drugih zvezdah, na nekaterih drugih zvezdah, precej krotki. Če opazujemo določene zvezde, vidimo, da lahko blišči na teh zvezdah izsevajo tudi 10 do 10.000-krat več energije kot Carringtonov dogodek. Nekaj desetletij nazaj so mislili, da je Sonce precej krotka zvezda in da tako močnih bliščev enostavno Sonce ne more proizvesti. Potem je pa leta 2012 Fusa Miyake, japonska znanstvenica, s kolegi pokazala, da je leta 775 Sonce proizvedlo en tak ogromen blišč, kot ga vidimo na teh drugih zvezdah. Se vprašali boste, kako vemo to? Znanstveniki so dokaze za to našli v starodavnih drevesih in v ledu na Antarktiki. Torej, kot močen izbruh proti Zemlji pošlje nabite delce, ti delci se zaletijo v atmosfero in reagirajo z molekulami atmosfere ter proizvedejo nove delce. Nekateri izmed teh delcev so zelo specifični in ti delci se potem usedejo na Zemljo. Recimo, da jih drevesa posrkajo in se zato znajdejo v deblih dreves in potem lahko prek proučevanja debla drevesa, vidimo po eni strani vidimo v letnice in v vsaki letnici lahko izmerimo, kolikšna je koncentracija določenih delcev, in če zdaj v neki letnici najdemo ravno tiste delce, ki naj bi jih povzročil ogromen blišč, potem vemo, kdaj je prišlo do tega blišča. Podrobne sledi bliščev najdemo tudi zakopane v ledu. No, in na ta način so pokazali, da bo leta 775 Sonce proizvedlo tak močen blišč. Od takrat so znanstveniki našli še več podobnih bliščev v Zemljini zgodovini. Žal na ta način lahko iščemo starodavne blišče le tam do 10-12 tisoč let nazaj, torej v obdobju holocena. Nam pa to pokaže, da Sonce lahko proizvede močne izbruhe. Če so včasih mislili, da Sonce lahko podobne izbruhe proizvede recimo enkrat na milijon let, kar je zelo malo in se nam zato ni treba zares bati jih, se nam pa zdaj zdi, da bi lahko
zelo močen blišč, podoben kot so na drugih zvezdah, da bi se lahko pojavil enkrat na 1000 let, mogoče celo enkrat na 500 let. In to ni tako redko. Tako da samo vprašanje časa je, kdaj bo Sonce proizvedlo zelo, zelo, zelo močen blišč. In če bomo imeli smolo, da bo obrnjen proti Zemlji, potem se nam ne piše nič dobrega. Okej, dajmo si pogledati, kaj se dogaja na področju vesoljske tehnologije. Tukaj nas zanima predvsem znanost, zato ne bom govoril o raketah, temveč o vesoljskih plovilih ali pa satelitih, ki so pomembni za raziskovanje osončja ali vesolja. 7. oktobra je v vesolje poletela Hera. Gre za plovilo Evropske vesoljske agencije, ki bo poletelo do asteroida Dimorphos in pogledalo, kaj se je z njim zgodilo, potem ko se je vanj pred 2 leti zaletelo NASIno plovilo DART. Torej gre za skupni projekt NASA in ESE. NASA je trčila v asteroid, ESA gre pa pogledat, kaj se je s tem asteroidom po trku zares zgodilo. Ideja je, da na ta način preštudiramo, a lahko neki asteroid, ki bi bil Zemlji potencialno nevaren, s trki preusmerimo, torej da mu malo spremenimo orbito, tako da ne bi zadel Zemlje. Zaenkrat gre seveda samo za testno fazo. Dimorphos je relativno majhen asteroid, del asteroidnega dvojca Dimorphos Didymos. V resnici nam bodo seveda bolj nevarni večji asteroidi, ampak to so zdaj prvi pomembni koraki proti planetarni obrambi. Hera bo do Dimorphosa pripotovala konec leta 2026, do takrat ji pa želimo mirno plovbo. Tudi NASA ne počiva. Te dni naj bi proti Jupiterjevi luni Europa poletelo plovilo Europa Clipper. Torej, zakaj Europa? Europa je eden izmed najbolj vodnatih teles v Osončju. Ima v bistvu 3 glavne sestavine, ki so pomembne za pojav življenja, torej tekočo vodo pod zaledenelim površjem. V vodi so kemične spojine, ki jih potrebujemo za nastanek življenja, ter vir energije. S pomočjo Europe Clipper se bomo še več naučili o Jupiterjevi luni Europa in mogoče bo to dobra odskočna deska za kakšno novo misijo v prihodnosti, ki bo dejansko šla gledat, če je pod ledom Evrope res kakšen znak življenja. Sedaj pa na kratko obiščimo še Voyager 2, NASIno plovilo, ki že 47 let pluje stran od Sonca. Trenutno je od Sonca skoraj 138-krat dlje kot Zemlja. Voyager 2 kot vir energije uporablja radioaktiven plutonij, ampak sčasoma razpad plutonijevih jeder pomeni, da je vedno manj energije na voljo za plovilo in za instrumente. Tako da zdaj smo dobili novico, da so mogli znanstveniki enega izmed 5 instrumentov na Voyagerju 2 zavedno ugasniti, zato da lahko privarčujejo nekaj energije. Gre za instrument, ki meri plazmo v medzvezdnem prostoru, torej tok nabitih delcev. To je bil najpomembnejši instrument, s katerim so znanstveniki lahko ugotovili, kdaj je Voyager 2 zapustil tisti del Osončja, kjer ima Sonce zelo močen vpliv. Voyager 2 naj bi deloval mogoče še 10 let. Je drugo najbolj oddaljeno plovilo. Najbolj oddaljeno plovilo je Voyager 1, ki prav tako še vedno deluje. Skoraj neverjetno je, da
plovilo lahko tako dolgo preživi in ne samo preživi, ampak res deluje tako, kot je treba v vesolju, kjer so razmere za elektroniko res zelo, zelo slabe. Od velikih vesoljskih agencij pa k domači slovenski vesoljski agenciji. Rad bi omenil satelit Trisat, prvi slovenski satelit v vesolju, ki je bil izstreljen 3. septembra 2020. V noči z 29. na 30. oktobra je satelit zgorel v atmosferi in s tem končal svoje življenje v vesolju. Izdelali so ga znanstveniki na Univerzi v Mariboru skupaj s slovenskim podjetjem Skylabs. Trisat je predstavljal nek test tehnologije, test pripravljenosti slovenskih znanstvenikov za pohod v vesolje. V vesolju imamo še 2 satelita, satelit Nemo HD in Trisat-R. Trisat-R je naslednik satelita Trisat. Znanstveniki pa pripravljajo že naslednji satelit, satelit S. Trisat je torej dobro opravil svojo nalogo in naj razsut v atmosferi počiva v miru. To je bila današnja epizoda podcasta Portal v vesolje. Hotel sem govoriti tudi o kometih, nenazadnje v teh dneh se je tudi na našem nebu pojavil komet C2023A3, znan tudi kot Tsutschinshan Atlas. Izgovorjava nedvomno napačna, ampak saj verjetno veste, za kateri komet gre. Žal nam jo je vreme malo zagodlo, a medtem je izšla nova epizoda podcasta Temna stran Lune, v kateri Dunja in Maruša svojim gostom govorita o kometih, in zato je boljše, če tisti, ki vas kometi še posebej zanimajo, da si zavrtite to epizodo. Kot vedno, za vsa vprašanja, pohvale, kritike smo na voljo na naslovu portalvvesolje@gmail.com. Zopet se slišimo čez 2 tedna, do takrat vam pa želim veliko jasnih noči.